Evo, kar nekaj časa je minilo od zadnjega videa, sem pa dobil nekaj dni nazaj zelo zanimivo vprašanje na mojemu YouTube kanalu. Kako sem prenehal jecljati? Te zanima? Najprej špica, potem pa začnemo. Torej, kako sem jaz prenehal jecljati? To ni bilo narejeno čez noč ali pa v mesecu dni, 2 mesecih. To je pri meni trajalo kar nekaj časa. Vse skupaj bi rekel, da tam nekje 3 leta. To je bilo predvsem zaradi tega, ker sem bil vmes zelo len. In predvsem len do sebe, kajti nisem delal vedno ustreznih vaj in tudi nisem uporabljal ustreznih tehnik in metod dela, ki sem jih spoznal v društvu Vilko Mazej. Če vas zanima kaj več o društvu Vilko Mazej, si dajte pogledati na njihovi spletni strani, bom dal pa link tamle spodaj v opisu videa. To so dejansko sicer zelo lahke, enostavne metode in kar pa je bistvo pri vsem tem, ali pa konec koncev pri katerikoli metodi, kajti na svetu je veliko metod in tehnik dela in vsakemu odgovarja določena metoda ali tehnika dela. Niso vse tehnike in metode dela dobre za čisto vse. Tako kot je to čisto nekaj normalnega v svetu. Meni osebno so pač te metode pomagale. Torej, da nadaljujem. Vkolikor bi jaz bil res trdo delati že od samega začetka, jaz menim, da bi nekje v roku pol leta lahko prišel od tistega, kar sem bil, torej zelo, zelo težek jecljavec, ki je komaj spregovoril 2 besedi skupaj brez jecljanja, do tega, kjer sem nekje danes. Ko lahko govorim brez problema, v kamero, pred vami osebno, nastopam na dogodkih in tako naprej. Tu je predvsem potrebna samodisciplina in zavedanje, da so lahko kakšni dnevi, ko slabše govorite, in seveda so dnevi, ko odlično govorite. Ampak to je neki proces, ki se dogaja vsaj pri tej metodi čisto na začetku. Tukaj vas moram opozoriti, to se dogaja čisto na začetku. Nekako pa potem se ta govor stabilizira in počasi se ta govor zelo izboljšuje. Viden je napredek, no, to je tisto, kar je najbolj pomembno za nas jecljavce, kajti ko vidimo napredek, oziroma ko ga mi predvsem slišimo napredek, je potem tudi naša samozavest toliko večja. In vsi vemo, saj pri nas jecljavcih je to še toliko bolj pomembno. Ko imamo samozavest, govorimo veliko bolje. In ker govorimo veliko bolje, je ta samozavest še večja. To gre pač za ta nek začaran krog, ki je lahko tako pozitiven, kot tudi seveda negativen. Mi seveda hočemo imeti tega pozitivnega. To bi bilo čist na kratko za danes vsem. Kot rečeno, če vas kaj zanima v društvu Vilko Mazej, dajte si pogledati več na njihovi strani. Vkolikor pa me želite slediti na socialnih omrežjih, ki so izpisane tukaj nekje spodaj oziroma ob strani, dajte me slediti, pa se vidimo.